Papež Frančišek je tretji dan obiska v Afriki začel v kenijskem glavnem mestu Nairobi, kjer je obiskal revno četrt Kangemi. Prebivalcem je dejal, da se med njimi počuti kot doma, saj imajo prav oni v njegovem življenju posebno mesto. Potem, ko je izpostavil njihove pozitivne lastnosti, se je dotaknil tudi trpljenja, s katerimi se soočajo, in poudaril, da je treba tudi obrobne vključevati v življenje mest. Papež je prebivalcem revne mestne četrti spregovoril o njihovi modrosti, ki temelji na sožitju in pripadnosti. To jim pomaga presegati sebičnost, kar se izraža v tem, da so pripravljeni dati svoje življenje za drugega, imajo rajši rojstvo kakor smrt, krščansko pokopljajo mrtve, v lastnem domu ponudijo prostor bolnim, delijo kruh z lačnim, so potrpežljivi in imajo sredi trpljenja veliko moč duha. Prepričani so namreč, da je vsako človeško bitje pomembnejše od boga denarja. Te vrednote, ki jih živijo prebivalci revne četrti, sicer niso omenjene na borzi in nimajo tržne vrednosti, dokazujejo pa, da je drugačna oblika kulture mogoča, je prepričan Frančišek. Kljub tem pozitivnim vidikom pa se po papeževih besedah nikakor ne moremo sprijazniti s strašno krivico odrinjenosti na rob mesta teh ljudi. Rešitev papež vidi v mestih, ki bi bila sposobna vključiti vse ljudi, da bi jim zagotovila boljše pogoje za življenje. To ni filantropija, je še dodal papež, ampak moralna dolžnost vseh.